Otoskleroza je bolezen, ki povzroči zakostenitev ušesa. Zadnja slušna koščica oziroma stremence zakosteni in signala ne prevaja več. Točnega vzroka za nastanek tega pojava še ne poznamo. Najverjetneje pa je bolezen tudi dedna. Simptoma, ki se najprej pojavita, sta šumenje in piskanje. Sprva se pojavi blaga izguba sluha in pogosto napreduje do popolne izgube sluha. Pacient se lahko odloči za slušni aparat ali za kirurški poseg. Poznamo zgodnje oblike otoskleroze v adolescenci, reče pa tipični bolnik ali rečem bolnica z otosklerozo nekje v mladi odrasli dobi in običajno se poslabša ali sploh pojavi v in po nosečnosti. Je pa treba vedeti, da ta bolezen ne prizadene samo srednjega ušesa. Ti encimi, ki razgradijo kost, prizadenejo tudi notranje uho, se pravi tudi zaznavno izgubo sluha, ki se lahko konča za gluhoto. Dejstvo je, da se deduje, ker jo imamo v nekaterih družinah več. Celo ženske obolevajo za otosklerozo več kot moški, točnega razloga pa ni. Baje pa naj ne bi bil zunanji faktor. Hedvika Bratina je zaradi izgube sluha začela izgubljati tudi prijatelje. Vse manj se je posvečala tudi dejavnostim, ki so jo včasih veselile. Opustila je dramski krožek, obiske gledališča in nedeljske plese. Zaprla se je v svet tišine. Opazila sem v srednji šoli pri pouku, da moj sluh peša. Razlage nisem več slišala razločno, tudi šepetanje sošolk ne več. Sem šla specialistu otologu na pregled. Ugotovil je neko resno napako, vendar mi je svetoval, da naj se oglasim potem po končanem šolanju. Ti dnevi so bili grozni, ja. Ta čas je bil grozen. Spopadanje se s to tišino. Ta oddaljenost glasov, glasovi, ki so prihajali, so bili oddaleč. In okrog mene je svet postal vedno tišje. Jaz sem dobesedno bežala mimo sosedovih hiš, ker sem se bala, da me bo kdo kaj ogovoril. V roke mi je prišla neka brošura, kjer sem se seznanjala z okvarami sluha. Zelo natančno je bilo napisano. In ko se je meni po letu ali leto pa pol sluh po nekem prehladu močno poslabšal, močno, zelo močno, sem jaz že malo dvomila v to, da pač gre za res mogoče za otosklerozo, ker sem brala v njej, v tej knjigi o otosklerozi. Vendar sem še vseeno čakala in upala, se še povrnil sluh, se še bo, tako. Potem pa le sem se odpravila nazaj zdravniku na ponovni pregled. Tu sem jaz naravnost vprašala, kaj pa če je otoskleroza. Takrat je povesil pogled, to se pravi, sem zadela. In tudi diagnoza potem je bila, ja, otoskleroza. Napoved ni bila nič obetavna. Naj bi se sluh poslabšal do popolne izgube. Zdravnik je Hedvigi svetoval slušni aparat, vendar ji ta najprej ni pomagal. To je tako ropotalo, to je tako šumelo. Seveda sem se morala počasi navajati na ta aparat. Sem dobila tak nasvet, urco, 2 urce, 3, ampak jaz najpotrpežljivo. V 3 tednih sem se navadila, sicer z velikimi glavoboli, se tisti so še tako potem veliko trajali, ampak boljše pa bilo vseeno, ja. Pri 36 letih starosti je izvedela za operacijo, ki bi lahko pomagala. Logopedinja, Marija Dobrota je bila takrat, mi je rekla, veste kaj, vaš primer je pa možno operirati, pri nas že 3 leta to delamo. Res, sem rekla, to bom pa je šla. No in sem se odločila za operacijo. Najprej na enem ušesu, potem naslednje leto na drugem ušesu. Fantastično. 2 leti sem brala brez slušnega aparata. Pozneje se ji je sluh spet poslabšal. Zdaj uporablja nadstandardni slušni aparat in z njim sliši skoraj normalno. A kot pravi, se ta sluh
ne more primerjati z zdravim sluhom, kot se ga spominja. Po hudem prehladu je za otosklerozo zbolela tudi ena izmed Hedviginih hčera. Hči se je odločila za operacijo in zdaj sliši normalno. Hedviga pa vsem, ki se spoprijemajo z izgubo sluha ali katero drugo težko boleznijo, svetuje, naj se ob tem vedno najprej obrnejo na družino. Družina je tista, ki daje oporo, razumevanje in pomoč. Potem pa najti nekaj, v čemer smo uspešni. V čemer se dvigujemo, da smo uspešni, da si tlakujemo tla. Ne tam, kjer, joj, zdaj pa ne slišim, zdaj pa to ne morem. Ne, tega sploh ne. Na tistem področju, vsak lahko na nekem področju dela, ampak najdi to pot, da je uspešen, da si dviguje samozavest. To je zelo pomembno.